Po celotni Sloveniji so v mesecu marcu in aprilu v 10 regijskih centrih potekala predtekmovanja za disciplini robosled za osnovnošolce in RoboCup Junior za dijake srednjih šol. Samo najboljši so se uvrstili na današnje finalno 19. državno tekmovanje. Tekmujejo v kar 9 različnih disciplinah, več kot 350 otrok pričakujemo, spremlja jih nekaj nad 70 mentorjev, je tudi nekaj ekip iz tujine, iz Slovaške in iz Hrvaške. V vseh disciplinah je pogoj, da izdelajo lastne robote, jih sami sprogramirajo in roboti morajo delovati avtonomno. Torej, to ne gre za kakšno daljinsko vodenje, ampak ko robota postaviš v situacijo, da opravi nalogo, mora to opraviti samostojno in v čim krajšem času. Izjemno tekmovanje robotike že mlade ljudi privabi, da se morda kasneje odločijo za študij ter poklic prihodnosti. Pri nas vsako leto organiziramo karierni sejem in na tak način imajo naši študenti tudi možnost videti, kje bodo lahko dobili službe. Mladi ljudje so zainteresirani za tehnične izzive, vendar pa ne gre zanemariti, da je za njima tudi kakšna bo plača. Mi bi bili bolj veseli, da bi veliko več naših študentov, tedaj ko izstopijo iz šole, tedaj ko stopijo na svojo poklicno pot, našli svoje tako tehnično kot tudi finančno zadovoljstvo v našem okolju in v našem okolju prispevali s tem znanjem, v katerega smo kot država vlagali dolga leta. Glede tega odliva mladih možganov bi se morala naša država, naša vlada zamisliti in dolgoročno ukrepati. Da poklice in kadre, ki so zelo iskani, težko zadržimo pri nas, se strinja tudi podžupan Maribora. Mi v bistvu ustvarimo odlične kadre, imamo dejansko res študente, ki doštudirajo, imajo res dobro znanje. Žal pač je se tudi to, da potem to znanje odide iz Maribora, kaj je pa največja možna škoda, ki se zgodi. In tu bi res apeliral na državo, da pokaže nekoliko več resnosti pri tem, da podpre Mariboru podjetja, ki imajo namen priti, visokotehnološka podjetja, ker potem lahko te kadre v Mariboru zadržimo, sicer pa ti kadri šli drugam. V zadnjih 5 letih se je robotizacija slovenske industrije izredno povečala, število robotov pa se je celo podvojilo. Iz 70 na 10 tisoč zaposlenih v letu 2016 beležimo okoli 140 robotov na 10 tisoč zaposlenih. Če se malo primerjamo, toliko ima približno Avstrija. Več imamo robotov, kot ima Francija ali pa Švica. Če nekako beremo še zadnje podatke o naši rekordni gospodarski rasti, lahko rečemo, okoli 6%, če ob tem dodamo še podatek o povečanju slovenskega izvoza za 12 do 13%, in če to povežemo s tem robotskim tekmovanjem, mislim, da je komentar odveč. Prepričan sem, da tudi ta robotska tekmovanja na dolgi rok prispevajo k blaginji naše države, naših ljudi. Robotika pa napreduje iz dneva v dan. Bodo torej mladi na mariborskem robotskem izzivu videli svoj potencial ter priložnost za dodatno izobraževanje, študij in kasneje tudi delo v Sloveniji?